Novi upravljalec mariborske tržnice podjetja Snaga d.o.o. je takoj aktivno začelo iskati rešitve. Sicer pa večina uporabnikov za nepotrebne zaplete krivi predvsem politiko. Vse je povezano s politiko, tako bom rekla, ne. In ko bojo politiki spoznali, da je tu potrebna tržnica mariborska tako, je potrebna, ne pa da imajo to, kaj imajo, bo se razmere vse avtomatsko popravili. To je zgrešena investicija, prvo Marele, pol pa še vse ostalo, te pohodne plošče. Moti me, zato ker ne naredijo nič drugo, ki samo kradajo denar. Nezadovoljstvo uporabnikov je več kot razumljivo. Kronologija obnove osrednje mariborske tržnice je namreč zelo pestra. V letih 2004 do 2006 se je čakalo na investitorja in kompromisno rešitev Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Leta 2006 Mestna občina Maribor in konstruktor še pod županovanjem Borisa Soviča skleneta pogodbo javno-zasebnega partnerstva, ki stavbno pravico dodeli konstruktorju. Pridobljeno je bilo tudi gradbeno dovoljenje. Konec leta 2008 se tržnica odpre za javnost. Med letoma 2008 in 2009 vrsta slabih odločitev privede do stečaja tržnice DD in konstruktorja. Spodnja etaža, ki je bila zamišljena kot zimski del tržnice, nato preide v last Hypo banke oziroma njene slabe banke. Leta 2010 arhitekti pripravijo novo rešitev fiksne strehe, vendar naročnik pred dokončanjem idejo opusti. Leta 2013 banka v trgovsko etažo umesti trgovca Hofer in DM, kar tržnici odvzame povezavo s Koroško ulico ter sanitarije, skladišča in garderobe. V letu 2017 podjetje Snaga postane upravljalec tržnice in takoj začne aktivno prenovo. Mi kot upravljalec vemo, kakšne pogoje na tržnici potrebujemo, da bo tržnica postala funkcionalni prostor. In to so tista izhodišča, ki jih mi lahko damo od arhitektov v okviru projektne dokumentacije, pa seveda pričakujemo arhitekturno rešitev, ki bo tem izhodiščem sledila. To pa je šele začetek saniranja zgrešenih odločitev v preteklosti, saj bo gradnja strehe v letošnjem letu ponovno predmet javnega razpisa. Kar pomeni, da bo javni razpis dal tisto ceno, po kateri bomo potem seveda po najugodnejši ceni izbrali izvajalca, ki bo opravil samo gradnjo. Niti ocene v tem trenutku še ne morem dati, pomembno nam je torej, da teh slabih 20 tisočakov, kolikor je vredna priprava projektne dokumentacije, je zagotovljenih v proračunu, kajti vemo, da mora projekt strešenja osrednje tržnice financirati Mestna občina Maribor kot investitor oziroma kot lastnik te površine. Svoj delež pri upočasnjevanju obnove in iskanju najbolj funkcionalne rešitve nosi tudi Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine. Se mi zdi, da je bil en od ključnih zapletov, da pristojna služba za varstvo kulturne dediščine takrat leta 2002 ni zelo plodno sodelovala pri izbiri natečajnega zmagovalca. Predvsem se je zatikalo pri strehi, saj arhitekturni predlogi niso zadovoljili pričakovanj oziroma standardov Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Zasilna rešitev so nato postali znameniti dežniki, v katere je občina zaradi nenehnega vzdrževanja v zadnjih letih vložila že precej finančnih sredstev. In če bi ta finančna sredstva potegnili skupaj, bi dejansko že imeli dobro podlago za graditev fiksne strehe. Po mnenju bivšega župana Franca Kanglerja, nefunkcionalnost zimskega dela tržnice ni problem občine. To ni bil problem Mestne občine Maribor, to je bil problem pogodbe javno-zasebnega partnerstva in tudi državnega organa Zavoda za spomeniško varstvo. Po mojem osebnem prepričanju, tudi takrat, ko sem podedoval to pogodbo, ki je bila pred mano podpisana z strani gospoda Soviča, z Pinterjem, z konstruktorjem, nismo mogli vplivati ne na potek podpisane pogodbe, ne na okoliščine, ki so bile. Pogleda v to pogodbo iz občine do danes še nismo dobili. Po mnenju mnogih pa je poglavitni problem osrednje mariborske tržnice v neenotnosti in razdrobljenosti ponudnikov, ki svoje dobrine ponujajo tudi na Trgu Svobode in Glavnem trgu. Če gre verjeti nameram upravljalca tržnice, bodo ponudnike v letošnjem letu dobili vsaj streho nad glavo, ki bo morda povod za vnovično enotnost.